pozdravljeni. Moj današnji sogovornik je Igor Jurič, novinar nacionalne televizije, večkrat na mestu različnih dopisnikov, sicer pa poznavalec posameznih segmentov in o dveh teh segmentih, ki sta seveda zvezani tudi z njegovim dopisniškim delom, med drugim v Nemčiji in pa sedaj v Bruslju, bo danes tekel tudi pogovor. Začetek, morda vprašanje povezano z nemško-slovenskimi odnosi in pa segla bova pa daleč v začetek teh odnosov, mislim, torej daleč, seveda 30 let nazaj, ne. Namreč, Slovenija je imela precej veliko podporo Nemčije v času osamosvajanja. Vemo, seveda, to pa je tudi čas bil tik po nemški združitvi, po padcu Berlinskega zidu in tako naprej, ne. Zdaj, ali je bila v ozadju kakšna nemška geostrateška odločitev oziroma razmislek o tem, da podpre razpad Jugoslavije in s tem osamosvojitev Slovenije in pa Hrvaške, ne? Zdaj, vsem je seveda splošno znana tista, ne samo iz nemških ust, ampak vse povsod, ne, znan stavek o pravici naroda do samoodločbe. Ampak najbrž to ni vse. Ja. Zdaj, ne, seveda, 30 let nazaj je po svoje zelo dolgo obdobje in se človek to, kar že malo pozabi določene stvari, ampak zdaj, če greva na to vprašanje, ne, ali je bilo to čisti altruizem nemški ali tudi neke geostrateški razmislek, to je moje seveda osebno mnenje, ne, je, da je seveda prevladal ta, recimo, pogled na to, da ima vsak narod pravico do samoodločbe. Da je bilo to tista prvo gibalo nemškega ravnanja. To zdaj ne govorim kar nekaj na pamet, ne. Mislim, da ob 10. obletnici nemške združitve sem imel pogovor tako z zunanjim ministrom, nekdanjim nemškim, v času združitve Nemčije, pa tudi slovenskega osamosvajanja, Genšerjem, pa tudi nekdanjim kanclerjem Kohlom, ne. In oba dva sta mi dejala, da v prvi vrsti je Nemčija, ko je gledala na dogajanje v tedanji Jugoslaviji in na želje Slovenije in Hrvaške po osamosvojitvi, je v prvi vrsti izhajala stališča, da ima vsak narod pravico do samoodločbe, to pa zaradi tega, ker se je leto pred tem, ne, se pravi v bistvu Nemčija združila. Njuno stališče je bilo, ne, če je imela Nemčija pravico, da se oba dva dela, se pravi nekdanja zahodna in nekdanja vzhodna Nemčija združita, potem Nemčija težko drugim narodom, ki bi želeli po neki podobni poti, Nemčija težko drugim prepove, ne, vi pa ne morete po tej poti, ne, za nas je to veljalo, za vas pa žal pač ne. To je tisto glavno gibalo, nedvomno. To sta mi oba dva tudi v tem to potrdila. Zavedati se je treba tudi, ne, da Nemčija ni kar takoj pristala ali pa začela kar takoj podpirati osamosvojitvene težnje Slovenije in pa Hrvaške. Sem šel malo nazaj pred tem najinim pogovorom še gledati spomine Genšerja in recimo on opisuje, ne, da Nemčija ves ta čas dogajanja je nekako vztrajala skupaj s Francozi, ki pa so imeli nekako drugačno stališče, ne, do osamosvajanja Slovenije in Hrvaške, da je Nemčija ves ta čas poskušala uskladiti nekako stališče s Francozi, ni želela solirati. Tako da Nemčija recimo še vse nekje do, tako rekoč, zaostritve, te vojaške zaostritve, najprej v Sloveniji, ne, za osamosvojitveno vojno, Nemčija nekako ni, bom rekel, s polnimi pljuči podpirala slovensko osamosvajanje in Hrvaško, ampak je nekako skupaj s Francozi poudarjala, ne, da bi bilo pa le krasno, če bi se Jugoslavija uspela ostati enotna, združena, vendar pa demokratična, ne. To pa jim je seveda šlo. In zdaj pa morda so pri tem drugem delu vašega vprašanja, ne, ali je Nemčijo vodil tudi kak geostrateški interes. Poglejte, ne, v politiki je tako, ne, vsaka država seveda zastopa tudi svoje interese, ne. Nemčija, Francija, tudi Slovenija, ne nazadnje, zdaj, ko je samostojna država, vsaka država seveda zastopa svoje interese, ne, ker drugega se od nje niti ne pričakuje. In gotovo Nemčija v tistem času je imela nek geostrateški interes, da se to območje Balkana uredi,
da je mirno, da ne izbruhnejo neke vojne in seveda zato tudi ni želela podpirati v tem prvem obdobju razpada Jugoslavije, tako kot če se spomnimo, Američani tako rekoč na predvečer izbruha osamosvojitvene vojne v Sloveniji so poudarjali, njihov zunanji minister v Beogradu, da ni nobene možnosti, da Amerika kdajkoli prizna samostojno Slovenijo. Vendar se vemo, potem dostikrat, ko zgodovina steče po svojem toku, se je potem treba dogodkom prilagajati. In kasneje, kot vemo, so nas seveda tudi Američani priznali in vsi ostali. Ampak v tem prvem obdobju, pa kot rečeno, Nemčija je seveda imela interes, da najprej, da Jugoslavija se demokratizira, pa ostane enotna. Ko je sprevidela, da temu ne bo se dalo, da do tega se ne bo dalo priti, je pa seveda začela podpirati te osamosvojitvene težnje, s tem, da moram reči, da je bila verjetno tista, ki pa je v ozadju nekako najbolj spodbujala tudi Nemčijo, da gre po tej poti počasi priznanja osamosvajanja Slovenije in Hrvaške, je bila pa Avstrija. Zunanji minister, tedajni avstrijski Mok, se je v to smer zelo prizadeval. Vendar, kot rečeno, Nemčija vse tako rekoč do izbruha sovražnosti na tleh Slovenije se je nekako še borila za to, da bi morda pa Jugoslavija le obstala. Šele pravzaprav na sam predvečer izbruha je tudi Kohl dejal, da Jugoslavija ni moč recimo ohraniti z nasiljem in pa orožjem. In od takrat naprej je potem Nemčija začela bolj aktivno podpirati obe dve takrat še Jugoslovanski republiki pri teh težnjah po osamosvojitvi. Je pa zanimivo, tudi potem, ko je ta voz ali pa vlak že se začel premikati, Nemčija ni bila tista, ki bi želela solirati pri tem, ker nekateri pravijo, da je Nemčija solirala s priznanjem Slovenije in Hrvaške. Nemčija je ves čas iskala soglasje tudi s Francijo. In potem tudi Nemčija, ko je prišlo v takratni 12-terici Evropske skupnosti do soglasja, da bo prišlo do priznanja Slovenije, Nemčija je pristala na to, da bo priznala Slovenijo in Hrvaško skupaj z ostalimi članicami. Sicer je dejala, da če do božiča leta 1991 ne bo dogovora, bo potem Nemčija priznala, ampak šele s 15. januarjem Slovenijo in Hrvaško. In to se je potem dejansko tudi zgodilo. In ta geostrateški interes pa ja, kot rečeno, po eni strani, da bi bil na Balkanu mir, seveda ves čas je govora tudi o tem, da Nemčija želi imeti ne samo dostop do Severnega morja pri teh svojih prometnih tokovih in blagovnih tokovih, temveč tudi do Južnega morja, se pravi Jadranskega morja. To so nekako ves čas tudi poudarjali tisti, ki so Nemčijo očitali, da je šla ali pa močno sodelovala pri priznavanju Slovenije in Hrvaške. Vendar, če potem gledamo nadaljnji razvoj, potem, ko sta se Slovenija in Hrvaška osamosvojili, Slovenija v bistvu ni nikoli s polnim srcem Nemčiji omogočila dostop do se pravi Severnega Jadrana, do Luke Koper. Ves čas so seveda bili neki tokovi gospodarski, vendar Slovenija je po tistem obdobju, ko se je osamosvojila, Nemčiji bila izredno hvaležna za to pomoč pri osamosvajanju, vendar pa se potem na gospodarskih in političnih odnosih, vsaj po moje, čeprav se je ves čas poudarjalo, da so ti odnosi odlični, zelo tesni in tako naprej. Ampak mislim, da Slovenija nikoli ni v resnici dobro izkoristila nemške moči, nemškega vpliva v tem delu, ker to pa je špekulacija moja, da verjetno tudi ne bi bilo takih problemov glede razmejitve v Piranskem zalivu, če bi Slovenija imela dejansko močno podporo Nemčije in njenega interesa, da se v tem delu Severnega Jadrana prometni tokovi odvijajo res popolnoma nemoteno.
Slovenija mislim, da je tukaj nekako begala med iskanjem nekih svojih zaveznikov, od Italijanov, Američanov, na začetku morda rahlo Nemcev, ne. Skratka, rahla zbeganost, no. In tako da Nemčija mislim, da glede tega, če je imela nek interes, da bo pa potem skozi Slovenijo si odprla na široko vrata v svet preko Jadranskega morja, da se to nikoli ni v resnici popolnoma uresničilo, ne. Drugi del najinega pogovora v vsebinskem smislu, po obsegu verjetno malo več kot polovice, zgolj drugi del, je posvečen drugi pomembni instituciji, ki ima sedež v Bruslju, NATO, ne. Slovenija je pravzaprav prehodila od časov osamosvajanja relativno nenavadno pot, vsaj v začetku je bila ta pot morda nenavadna, potem, ko smo se ustalili v NATO, smo pravzaprav zdaj podobno kot pri vključevanju v Evropsko unijo zgledni učenci, ne, oziroma pridno izvajamo naloge. Ampak od začetka, kot vemo, recimo tam v času osamosvajanja je bila precej prisotna tudi politika demilitarizacije in podobne stvari. Ukinjali smo naborniški sistem, vsaj v nekem času. Zdaj seveda pustimo, kakšne danes so ideje zopet v zvezi s tem, ne, in ne bova o teh, ne. Kako je zdaj torej pravzaprav ta ideja, da se je potrebno vključiti v NATO, postala mantra slovenske politike, ki jo v bistvu zagovarjajo bolj ali manj celoten spekter slovenske politike? Ja, mislim, da je to povsem logična odločitev, ne. To, ko ste omenili ideje o demilitarizaciji, mirovništvu, tistem nekem obdobju, začetnem slovenske mlade države, roko na srce, ne, to so bile zgolj ideje določenih manjših skupinic znotraj družbe, ne. V celotni tej družbi slovenski, pa seveda tudi politiki, ne, pa je seveda sta bila od samega začetka predvsem dva cilja, ne, in to zelo hitro, že po osamosvojitvi, in sicer eno je bilo vključitev v Evropsko unijo, ne, in drugo seveda v Zvezo NATO. Tovrstne želje so bile seveda jasne, ne. Slovenija kot mala država, ne, obkrožena s sosedi, ki niso bili v naši zgodovini vedno najbolj prijazni do nas, ne. Mislim, da vsak, ki je takrat logično razmišljal, je vedel, da te ideje, recimo, ki so se tudi pojavljale, da bi bili nevtralna država, ne. Ti sicer lahko rečeš, da bi bil nevtralna država, ne, ampak ta status ti morajo priznavati tudi drugi okrog tebe, ne. Ni dovolj, da ti rečeš, jaz sem pa nevtralen, ne. Ampak tudi sosedje okrog tebe, se pravi Italijani, Avstrijci, Madžari, ne, pustimo Hrvate, pač s Hrvati nismo imeli v zgodovini v bistvu nikoli nekih sporov, ne. Ampak ti trije narodi, ne, so pa že posegali na območje slovenskega naroda, ne, in si ga celo v določenih obdobjih, ne vem, Madžari, Italijani tudi priključili, ne. Tako da je bil logičen razmislek, da Slovenija rabi članstvo v neki večji povezavi, ki bo zagotavljala a. gospodarski razvoj in b. mir, se pravi varnost, ne. In to sta seveda potem samo ti dve organizaciji na območju evropske celine, ne. Evropska unija in Zveza NATO. In seveda ta cilj, ne, pa ne dosežeš kar tako. In Slovenija ni bila edina, ki si je to zaželela takrat, ne, teh držav je bilo več, praktično vse države nekdanjega Varšavskega pakta, ta, ne, če pogledava malo nazaj, recimo je ravno v času tako rekoč najostrejših spopadov v Sloveniji, v času osamosvojitvene vojne, ne, je ta Varšavski pakt, ki je bila povezava nekdanjih Sovjetske zveze in njenih zaveznic, ne, socialističnega, komunističnega tabora. Ta pakt je začel uradno prenehal obstajati 1. julija 1991, se pravi sredi najhujših bojev v Sloveniji. In vse te države, ki so bile prej članice v tej vzhodni Evropi, ki so bile članice Varšavskega pakta, so potem, ko so postale samostojne države, imele podoben cilj kot Slovenija, se pravi postati članice
Evropske unije in pa Zveze NATO. In seveda takrat je potem ti cilji so državo seveda in politiko prisilili v to, da začne sprejemati reforme. Se pravi, tako glede na gospodarskem področju, glede pristopanja v Evropsko unijo, kot potem seveda glede vstopanja v Zvezo NATO. Ne. In seveda, ko ste že prej omenili naborniško vojsko, te reforme za vstopanje v Zvezo NATO so seveda med drugim pogojevale tudi, da ta vojska, ker so se seveda razmere na evropski celini spremenile, so zahtevale tudi reforme vojske, ne samo slovenske, tudi drugih. In ta naborniški sistem je takrat, v tistem času, seveda postal nekako preživet, bolje je postajala potreba potem, da je vojska specializirana, visoko usposobljena, morda ne na vseh področjih, glede na specifiko države, ampak da imaš neko res visoko usposobljeno, malo manjšo, vendar visoko usposobljeno vojsko, ki bo sposobna braniti ozemlje svoje države. In zdaj, ko se spomnim nazaj, Slovenija je seveda želela, da bi, kot ste omenili, pridna učenka, to smo vedno želeli s tem nekako se pokazati tudi pred drugimi, da smo boljši od teh nekdanjih članic za železno zaveso, bili smo gospodarsko bistveno višji, bolje razviti od njih, in smo se želeli nekako pokazati, da smo tudi pri izpolnjevanju vseh teh nalog, ali pa ciljev, ki jih zahteva vključevanje v ali Evropsko unijo ali Zvezo NATO, da smo najboljši. In še živo se spomnim razočaranja, res, ampak globokega razočaranja potem leta 1997, ko Slovenija ni dobila povabilo v Zvezo NATO, čeprav je na to računala. Se ne spomnim ravno točno, kje smo bili na obisku z tedanjim premierjem Drnovškom, in sem ga potem vprašal, kaj bo pa zdaj Slovenija, ko ni dobila povabila v Zvezo NATO. In mi je Drnovšek, premier takratni, odgovoril res, dober, on sicer ni slovel potem, da bi se zelo dobre volje in z nasmehom na obrazu hodil naokrog. Ampak takrat se mu je res videlo to globoko razočaranje, ker je bila Slovenija zavrnjena, in je dejal in mi je odgovoril na to vprašanje, kaj pa zdaj, ko tega cilja ni, ga nismo dosegli, mi je rekel, ja, potem se bomo pa obrnili v kakšne druge, to je še vedno naš cilj, ampak se bomo pa bolj obrnili v to, da postanemo članica kakšnih drugih, tudi pomembnih mednarodnih organizacij, in je že takrat omenil, da želimo postati članica OECD-ja. Kar smo seveda postali šele krepko kasneje. Ampak hočem s tem ilustrirati, dejansko je bil šok takrat res velik, da so bile povabljene v tem prvem krogu zgolj 3 države, Poljska, Madžarska in pa Češka, ne pa Slovenija. Zdaj, seveda, razlogov je verjetno več, in zato po eni strani NATO je takrat prvič sprejemal države, ki niso bile članice Zahoda, se pravi prej iz zahodnega dela Evrope. To se pravi prvič države, ki so bile še nedolgo tega v vzhodnem Varšavskem paktu. Bile so res gospodarsko bistveno slabše razvite. Vojska, popolnoma druga mentaliteta, drugačna usposobljenost, drugačna oprema vojaška, ne nazadnje. Ker ti, če želiš biti učinkovita vojaško obrambna povezava, morajo biti tvoje vojske, se pravi vojaki, oprema kompatibilni. Tukaj so pa sprejemali 3 države, tako rekoč, če karikiram, z Marsa. In seveda, verjetno je bil premislek v NATO tudi to, da bolje malo manj, ker je treba najprej to prebaviti znotraj Zveze NATO, pa bomo potem ugotovili šele, kako to poteka. To je ena stvar, ki je po mojem mnenju igrala pomembno vlogo. Druga, precej pomembna pa je,
Francozi so si takrat recimo izredno prizadevali, da bi v tem prvem krogu bila sprejeta tudi Romunija. In Slovenija je dolgo časa bila v tej povezavi z Poljsko, Madžarsko in Češko, kot pridna učenka, ne nazadnje mala država, kaj pa je, če še 2 milijona več ljudi sprejmeš v povezavo NATO. Ampak potem se je pa tukaj ta francoska močna želja širaka pojavila, da pa mora biti pa tudi Romunija zraven. Romunija je bila pa v tistem času seveda še daleč od tega, da bi izpolnjevala kakršnekoli pogoje za vstop v NATO. In potem so se seveda Francozi, takšni kot so, takrat se postavili, kot bi se temu reklo, na zadnje noge in potem niso dali soglasja niti za Slovenijo. Tako da mislim, da sta bila tu dva nepomembna faktorja. Se pravi, po eni strani NATO sam ni vedel, kako bo sprejem teh prvih 3 držav iz nekdanjega vzhoda Varšavskega pakta vplival nanje, na samo zavezništvo. Drugo je pa seveda ta želja francoska, da se na vsak način priključi v Romunijo, ampak tega pa pač v NATO takrat niso želeli in Slovenija je bila potem, milo rečeno, postala kolateralna škoda teh premislekov. Ampak morda še ena stvar o NATO. Lepo ste že omenili, mnogi to malo pozabljajo. Varšavski pakt se je samo razpustil. De facto se ni bilo kaj razpustiti, glede na to, da je država, ki je bila pravzaprav tista, ki je to vse skupaj držala skupaj, je šla na kose. Oziroma je bila tik pred tem, da gre na kose konec leta 1991. Zakaj je NATO obstal? Mislim, obstal, torej NATO je ostal, ostale so pravzaprav na nek način tudi vse podobne primerjave, ki niso sicer direktno natovske, ampak ravno tako različni pakti, ki so jih ZDA od druge svetovne vojne naprej ustvarjale okoli sveta, okoli po svetu, vse so kot obrambne in vse so proti Sovjetski zvezi in Varšavskemu paktu, ki pa ga ni več. Ampak NATO je ostal. Čemu? Kaj je zdaj rezon, da je NATO kljub vsemu ostaja? Če je zdaj neke velikega medveda, dobro, medved je še, samo je malo manjši, pa precej kritičnem stanju je tisti ruski medved. Zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da je odgovor relativno preprost, zakaj je NATO obstal. Takrat je seveda bila želja, da se seveda območje Evrope demokratizira in stabilizira. In NATO dejansko ni videl razloga, zakaj bi se razpustil, ampak je pač želel, da to območje stabilnosti, varnosti ostane naprej v Evropi. Na vzhodu so bile želje teh držav, da se seveda temu uspešnemu družbenemu sistemu, ki je zagotavljal mir, pridružijo. Seveda, mislim, da je treba vedno v tej povezavi sicer težko ločeno govoriti samo o NATO ali pa samo o Evropski uniji, ko govorimo o Evropi. Tukaj je vedno ta povezava, Evropska unija, sedanja Evropska unija, takrat se je imenovala drugače, Zveza NATO, da si je želelo v Evropi ustvariti po vseh tistih groznih vojnah v 20. stoletju, da si je želelo ustvariti, vzpostaviti območje, predvsem A, miru in B, seveda gospodarskega razvoja. In zato je NATO ostal naprej, čeprav so recimo v tistih letih, marsikdo je rekel, pa saj, zakaj pa ima NATO sploh še smisel, saj, v čem pa je smisel NATO, saj Sovjetske zveze ni več, Varšavskega pakta ni več, kaj pa je zdaj sploh, pred kom pa nas bo branil sploh še NATO, ker, kot vemo, bil je ustvarjen zato, da se bo zoperstavil nevarnosti z vzhoda, se pravi močni Sovjetski zvezi. In zato je bilo to neke vrste obdobje krize samospraševanja zveze NATO, ampak seveda želje so bile vključiti se v NATO, ker so druge države te z vzhoda tu videle garant miru, ker ne nazadnje, čeprav je bila takrat Rusija precej na kolenih, potem, ko je Sovjetska zveza razpadla in ko je tudi Rusija postala samostojna država,
vemo, v tistih 90-ih letih je bila Rusija gospodarsko, ja, tako rekoč na kolenih, zelo šibka, ne. Ampak moramo pa razumeti, ne, tudi ta psihologijo narodov, ki pa so mejili proti sovjetski nekdanji zvezi, ne, in so bile članice Varšavskega pakta, je pa treba razumeti to psihologijo, da so se bali Rusov. Čeprav so bili zdaj gospodarsko šibki, ne, ampak so se tega bali. In zato so želeli, da pridejo v neko povezavo, ki ne bo zgolj gospodarska, ampak tudi vojaška in ki ima med drugim v svoji ustanovni pogodbi tudi vsem, bolj ali manj vsem poznani 5. člen, ki govori, ne, če je ena od članic napadena, so potem napadene vse ostale države, ne, in jo bodo branile. In to je bilo tisto, mislim, da je eno najmočnejših gibalj tega, da so si države, vključno Slovenijo in ostalimi, želeli, da vstopijo v zvezo NATO. In še druga stvar, ne, ker potem, če sem prej govorila, da je bilo prvo povabilo izrečeno na madridskem vrhu leta 1997, ne, vmes smo imeli vojne na Balkanu. Ne, tega ne smemo pozabiti, ne. In seveda, kdor je takrat morda romantično, idealistično, takoj po razpadu sovjetskega bloka, padcu Berlinskega zidu in komunizma, verjel v to, da bo Evropa mirna, varna, v razcvetu, se je seveda ob teh vojnah na Balkanu zelo hitro streznil, ne, in ugotovil, da vojna lahko tudi na evropski celini, se pravi takrat dobrih 40 let, ne, po koncu druge svetovne vojne, da ta vojna lahko izbruhne kadarkoli. Ne, in tudi to je gotovo bilo eno od gibalj ali pa spodbud, da je NATO ostal, ne, ker nenazadnje je spet dobil nek smisel za obstoj, ne. Imeli smo vojne na Balkanu, se pravi, treba je Evropo zaščititi pred širitvijo tega konflikta na druge države v Evropi. Tako da, ne, ko gledamo za nazaj, ima vse nek svoje logično zaporedje, čeprav se v tistem nekem določenem trenutku morda kdo sprašuje, pa kaj za vraga, pa sploh rabimo še vojsko, pa saj je mir, pa saj ni več Sovjetske zveze, ne. Ampak dogodki, ne, so potem krenili svojo pot in seveda to potem potegne, ne, vsaka reakcija potegne tudi, vsaka akcija potegne tudi reakcijo, ne. Kakšen je bil odnos NATO do Rusije zdaj v teh zadnjih 2 desetletjih? A je ta odnos NATO do Rusije kaj vplival oziroma se je kako videl tudi na odnosu Slovenije do Rusije? Ker vemo, da je Slovenija na nekaterih mestih včasih imela rahlo drugačen odnos do Rusije kot kakšna druga evropska država. Ja, zdaj odnos NATO-Rusija. Ne bom dal primerjave, da je to kot dva mlada zaljubljenca, ne, ki si padata non-stop v objem, ampak v tistem začetnem obdobju po padcu Berlinskega zidu, mislim, da tam nekje leta 1994, približno tam nekje, je NATO ustanovil neko tako stopnico, ker takrat NATO še ni bil pripravljen na to sam, ne, da bi sprejemal nove članice, in ker so pač te države z vzhoda nekako pritiskale na to, da bi postale članice, je ustanovil partnerstvo za mir. To je bila neka taka, ne, če bi vzel svetopisemsko primerjavo, imamo pekel, imamo nebesa, vmes pa vice, ne. In to partnerstvo za mir je bilo neke vrste vice, čakalnica za nebesa, ne, ali pa prostor, kjer se prečistiš. In tudi tedanja Rusija je postala članica partnerstva za mir, ne. Se pravi, NATO in Rusija sta takrat v tistem začetnem obdobju bila zelo blizu, relativno zelo blizu, ne. Med njima ni bilo nekih hudih antagonizmov. Potem se je to nekje, bom rekel, še nadgradilo v ustanovnem aktu NATO-Rusija tam leta, mislim, da 1997, kjer so ustanovili nek v bistvu
stalno telo, ne, da so se posvetovali med sabo. In ta zadeva je lepo delovala vse do leta 1999 in potem vojne na Kosovu. Ne. Takrat pa, kot vemo, je NATO bombardiral tedanjo Zvezno republiko Jugoslavijo, se pravi Miloševićevo Jugoslavijo, in takrat je Rusija prvič popolnoma prekinila to formalno sodelovanje z NATO-om, se niso več sestajali, ne. Sicer potem, ko so se stvari umirile, ko je prišlo do ustanovitve KFOR-ja tudi za Kosovo, so tudi Rusi sodelovali zraven, je spet prišlo do sodelovanja med obema stranema in potem so leta 2002 celo ustanovili ta svet NATO-Rusija. Obe strani sta med sabo spet izmenjali, Rusija je odprla svoje predstavništvo tukaj v Bruslju na sedežu Zveze NATO, je imela, mislim, da tam nekje 15-20 ljudi, ne, predstavnikov od politik, se pravi na politični ravni in vojaški, tudi Zveza NATO je imela svojo pisarno v Moskvi, tako da to sodelovanje je nekako teklo, do seveda tako rekoč, po moje, tektonskega premika v letu 2014. Ne. Že leto 2008, ko je Rusija napadla Gruzijo, je prišlo seveda do krhanja, ampak 2014 je pa prišlo dejansko do tega tako rekoč prelomnega trenutka, ne, ko je pa prišlo do popolne zaostritve ali pa precejšnje zaostritve odnosov med NATO-om in Rusijo, tudi spet prekinitve teh pogovorov rednih med obema stranema. In potem je šele leta 2016, mislim, da prišlo do prvega spet sestanka znotraj tega sveta NATO-Rusija in potem, ne, šele letos, januarja, po 2 letih in pol, pravzaprav ne, še leta 2019 in potem letos, januarja, tik pred napadom Rusije na Ukrajino, spet do kratkega sestanka na tej ravni NATO-Rusija. Skratka, ti odnosi so se zlasti po ruskem napadu in nezakoniti priključitvi Krima med obema stranema popolnoma zaostrili, ne. In ko sem se pripravljal na ta najin pogovor, ne, sem šel malo gledati nazaj in me je v bistvu šokiralo na nek način, ko sem bral neke svoje prispevke na to temo iz leta 2016. Popolnoma enaki razmisleki, pomisleki in tudi popolnoma enaka retorika strani Rusije glede NATO. Se pravi, očitki, da NATO ogroža Rusijo, da jo namerava napasti in da se mora Rusija braniti. Ne? To so stalni argumenti, ki jih Rusija recimo vsem tem času navaja. Je pa zanimivo, ne? V času 90-ih letih tega nismo slišali. Do tega je prišlo potem, ko je dejansko vse vajeti v roke prevzel sedanji ruski predsednik Putin. Ne? On je postal leta 2000, prej je bil premier, potem je postal predsednik namesto Jelcina v letu 2000 in že takrat je, recimo, sicer je nadaljeval, krvavo zatrl recimo upor v Čečeniji. Ne? In od takrat naprej, ne, na to čečensko vojno, to je bila druga čečenska vojna. Ne. Nekako kar pozabljamo, ne, da je že takrat Putin, ne, na krvav način branil interese, geostrateške interese Rusije. In ko gledamo nazaj, ne, že leta 2004 je on dejal v nekem govoru, zdaj mislim, da so ga večkrat tudi navajali, da je bil razpad Sovjetske zveze največja geopolitična napaka 20. stoletja. Ne. Se pravi, on se očitno v vsem tem času, odkar je na oblasti v Rusiji, ni otresel tega občutka, da je žal prišlo do razpada Sovjetske zveze in da Rusija mora imeti, sedanja Rusija, mora imeti vpliv na območjih, ki jih je imela nekdaj Sovjetska zveza. Zdaj seveda, države, kot so Poljska, Madžarska, Romunija, baltske države, ne, to ni več možno, ker so v zvezi NATO in kjer veljata
5. člen, ki sem ga omenil že prej. Ne. Države, kot so Gruzija, Moldavija, kjer, kot ne smemo pozabiti, ne, tudi del Moldavije Rusija že leta in leta okupira svojimi Transnistrija, ne, svojimi vojaki. Ukrajina, ne, tu pa želi seveda Belorusija, ne, tu pa želi seveda Putin imeti še naprej svoj vpliv in ni premagal te, bom rekel, miselnosti vplivnih sfer, politike vplivnih sfer. Ne. In to je seveda v vseh teh letih jasno pripeljalo do vedno novih zaostritev. Putin seveda običajno in ruska politika Moskva trdi, da je vsaka njihova poteza samo reakcija na tisto, kar naredi NATO. Ne. Recimo v tem zadnjem času, ja, mi ne smemo dovoliti, da pride NATO na naše meje, vi nameščate svoje vojake v Pribaltiku, na Poljski, ne, blizu naših meja ali na naših mejah. To drži, ampak treba je pogledati, zakaj je do tega prišlo. Ne? NATO in Rusija sta leta 1997, ko sta podpisala ta dogovor, ne, med drugim je NATO takrat obljubil, da ne bo imel stalne prisotnosti svoje vojske v nekdanjih vzhodnih članicah. Seveda, ja, vojska iz članic že, ampak ne recimo, da bi bili ameriški vojaki ali nemški vojaki, ne vem, v Latviji, v Romuniji. Ne? To je bila dana obljuba. Do tega ni prišlo nikoli. Vse do Krima, do ruske priključitve, nezakonite priključitve Krima. Takrat se je NATO potem odločil, povečati obrambne stroške, ne, na tem znanem vrhu v Walesu, kjer je bil sklenjen dogovor, da bodo izdatki za orožje šli na 2% BDP do leta 2024. In potem je prišlo še leta 2016 na vrhu v Varšavi do sklepa, da se v teh državah, poljskih, baltskih državah, pa začne rotirati, ne pride do stalne namestitve, ampak do rotacije, stalne, kot se temu lepo reče, stalne rotacije dodatnih sil, po 1000 v vsaki državi. Ne. To seveda, ne, NATO se s tem drži tega, da nima nameščenih stalne sestave, vendar če ti na vsakega pol leta rotiraš, enako število ljudi je v bistvu to tudi stalno. Ne. Res pa je, to je 1000 mož samo v vsaki državi. Ne. In ne, tako da ta ruska interpretacija, da je NATO začel nameščati svoje vojake v njeni bližini, drži, ampak ne, pozabljajo pa na vzrok, zakaj je do tega sploh prišlo. Ali NATO v resnici pomeni obrambo Slovenije? V praksi je pravzaprav edina država, s katero imamo v zadnjih 30 letih v času samostojnosti težave, je sosednja Hrvaška v zvezi z nedorečeno mejo, ki pa je tudi članica NATO. Ne? Na drugi strani celo naš predsednik že pred leti, seveda ne v zdajšnji situaciji v zvezi z Ukrajino, omenil v nekem pogovoru v Rusiji, da se bo Slovenija branila, in naj ne dvomimo, da se bo branila pred Rusijo. Po drugi strani slovenski vojaki tudi sodelujejo v operacijah NATO, pa ne mislim zdaj to, kar ste omenili, torej te nestalna rotacijska prisotnost v ruskih sosedah, ne? Ampak recimo operacije v Iraku pa Afganistan, ne? Odkoder smo seveda slavno zbežali vsi, to je treba eksplicitno povedati, to je bil poraz, to ni bil umik, kaj šele, niti ne častni umik, ampak preprosto poraz, zbežali smo ko miši pred mačko. Kaj zdaj s to našo varnostjo znotraj NATO? Ali v bistvu gre, vsaj kar se izven evropskega prostora tiče, pravzaprav za podpiranje ameriških interesov? In mi smo zraven. Ja, predno odgovorim na tole vprašanje, bi se rad vrnil še na prejšnje, ker sem pozabil odgovoriti glede tega, kako si pa ta naš slovenski odnos spreminjal znotraj NATO do Rusije. Ne? Ja, Slovenija je imela ves ta čas, ne, je poskušala graditi na nek način tudi zelo dobre odnose z Rusijo. Ampak v tem jaz ne vidim nič slabega, ne, kajti ja, Zveza NATO je seveda zavezništvo, ampak če gremo potem gledati
posamične zaveznice v NATO, ne, je tudi odnos do Rusije pri vsakih od teh držav v tem času bil drugačen, nekoliko drugačen. Ne. Seveda, vedno je bila pri nekih sklepih enotnost, ne, ker drugače se nekih sklepov ne da sprejeti kot soglasjem vseh, vendar ne, če gledamo samo, ne vem, Nemčijo, Francijo, na drugi strani Turčijo, Ameriko, ne, vsaka od teh držav je imela nek svoj odnos tudi do Rusije. Tako da neko obdobje, ko smo si bili precej blizu z Rusijo, ne, smo gojili precej tesne ali pa po mnenju nekaterih v Sloveniji določenega dela politike celo pretesne stike z Moskvo, ne, v tem jaz ne vidim nič slabega, ne, ker vsaka država ima svoje interese, politične, gospodarske. Seveda, ko si v nekem zavezništvu, jaz to primerjam z nekim klubom, ne, ko igraš ti za neko ekipo, ne moreš sredi tekme začeti igrati v nasprotno smer proti svojemu, ne vem, golu. Ne. Znotraj igrišča pa seveda na svoj način se ti giblješ. Tako da ta neka slovenska relativna bližina do Rusije v določenem obdobju mene absolutno ni nič motila. Se mi zdi celo prav, da ima neka država, ki je samostojna država, tudi samostojno politiko, ne. Seveda pa v nekem tistem soglasju z nekim večjim zavezništvom, v katerem je, ali pa povezavo, v katerem je, ne more popolnoma solirati. Recimo, ne, smo imeli znotraj NATO velike razlike, tudi zdaj, ne, recimo, če se spomnite, res velike jeze, pa ne nazadnje te sankcije še vedno obstajajo, ameriške proti Turčiji, ko je Turčija kupila ruske protiletalske sisteme. Ne. Turčija kot velika, pomembna zaveznica, dolgotrajna, več desetletij je že v NATO zaveznica, ne, se je odločila, da bo kupila rusko protizračne sisteme, kljub velikemu nasprotovanju Amerike, in je to naredila. Ob tem, da je Amerika proti določenim podjetjem v Turčiji zaradi tega uvedla sankcije. Se pravi, ne, lahko si ti v nekem zavezništvu, pa kljub temu imaš neko svojo dokaj samostojno politiko do neke druge države, v tem primeru pač Rusije. Ne. Se je pa seveda ta odnos slovenski precej spremenil, ne, in če zdaj pogledamo to zadnje obdobje, seveda, ne, so verjetno na eni najnižjih točk, odkar je Slovenija samostojna država. In zdaj morda lahko navežem kar na to vaše vprašanje zadnje, ne, ko ste omenjali predsednika in da se bomo branili proti Rusom, ne. Upam, da do tega, ne, glede na situacijo, v kateri smo zdaj, bom rekel, upam, da do tega ne bo nikoli prišlo, ne. Kajti kot vidite, ne, če bi se midva pogovarjala pred 3 tedni, bi verjetno marsikakšen odgovor, ki sem ga dal, morda v ušesih koga drugega zvenel precej NATO navijaško, kot navijač NATO in podobno, ali pa kot nekdo, ki ima preveč militaristične poglede, ampak poglejte, ne, to je podobna situacija, kot je bila ob slovenski osamosvojitveni vojni. Vse je kazalo, da se lahko stvar spremeni v spopad, vendar smo vsi upali do zadnjega trenutka, da do tega ne bo prišlo, da to je pa le Evropa. Vendar smo bili takrat pred 30 leti, žal tudi zdaj že pred skoraj 3 tedni od tega globoko razočarani in šokirani, ker je do tega prišlo. Ne. Tako da vprašanje, ne, Slovenija, ali bi nas NATO branil v trenutni situaciji, ne, bi lahko rekel absolutno da. Ne, ker kot vidite, pa zdaj ravnanje vseh članic NATO res zelo sinhrono. Seveda vsaka nekatera teh članic, kot so Nemčija, seveda Francija, Turčija, ki imajo neke močne tudi gospodarske povezave z Moskvo, poskušajo to recimo izkoristiti za to, da vsaj dobijo Putina na telefon, da se z njim pogovarjajo, da poskušajo nanj kaj vplivati, ne.
Seveda, če bi ga naš premier ali naš predsednik poklical, verjetno tega telefonskega klica, do tega klica niti ne bi prišlo, ne. To je le specifična teža posamezne države. Vendar NATO kot tak, pa zdaj verjetno, kot tudi generalni sekretar zavezništva Stoltenberg, ne, v teh zadnjih nastopih, v zadnjih tednih ves čas ponavlja, take enotnosti, kot zdaj veje znotraj NATO, je še ni bilo od padca Berlinskega zidu in padca železne zavese. In v to verjamem, kajti, ne, ko pa ti začne groziti res neposredna nevarnost, to je, ne, čisto psihološko gledano, se ljudje poenotijo, ne. In jasno, če bi prišlo do tega napada, ne, v katerem bi se tudi Slovenija morala braniti pred Rusi, upam, da do tega ne bo nikoli prišlo, kajti to bi po moje potem pomenilo tudi konec vsaj večine človeštva v Evropi, če že ne na svetu. Ker, ne, vmes so še druge države, verjetno bi prišli, ne, če gledam iz tega praktičnega stališča, ne, verjetno bi ruske enote prišle do Slovenije, bi morale še čez precej drugih držav in do tega pač ne bo prišlo do take konfrontacije, upam, računam, ne, kajti NATO, kot vidite, tudi zdaj v Ukrajino se ne želi vmešavati neposredno, ker se natančno zaveda, kljub pozivom, ne, tako Ukrajincev kot določenih članic NATO, ne, da je treba vzpostaviti no-fly zone nad območjem Ukrajine, tega ne želi, kajti vsi se zavedajo, da pa to pomeni potem skoraj da gotovo tretjo svetovno vojno. Tega pa jasno nihče ne želi. Ne, pa ni nujno, da pride do uporabe jedrskega orožja, lahko je klasično bojevanje, ampak, ne, če bi se to razširilo še preko meja na notranjost NATO, je pa potem to res, bi prišlo do razvoja dogodkov, ki ga nihče gotovo ne more napovedati, kako bi se končalo, ampak mislim, da gotovo ne dobro. Tako da recimo, ne, če greva zopet na to vprašanje, ali je NATO garant miru ali varnosti za Slovenijo, bi rekel ja, ker smo v pač močnem zavezništvu, velja ta 5. člen, in če vzamemo velikost Slovenije in njeno oborožitev in pripravljenost vojske, vsi poznamo, kakšne ocene Slovenska vojska dobiva v zadnjih letih in kako je opremljena nenazadnje, je to edini garant slovenske varnosti. Ker ste prej omenjali v vprašanju, ne, tudi, da je bila v bistvu edina država, s katero smo se nekaj časa gledali grdo, zelo grdo, ne, Hrvaška, bi dal pa samo en primer, ne. Grčija in Turčija sta že desetletja članici zveze NATO. Med njima ni nikakršne ljubezni, ne. To sta res dve državi, ki se gledata zelo grdo med sabo. Imata celo vrsto konfliktov, v zadnjem času, kot vemo, zaradi turškega ravnanja v vzhodnem Sredozemlju, sta bili dvakrat, trikrat že zelo na robu tega, da bi prišlo do medsebojnega obstreljevanja, ne. Celo Francija si je enkrat pred dvema letoma, mislim, da zapletla skoraj da v spopad z turško vojaško ladjo, ko je nadzorovala embargo izvoza orožja v Libijo, ne, kjer ima Turčija svoje interese. Ampak, ko je prišlo do teh zaostritev, ne, se dobro spomnim vseh teh tiskovnih konferenc generalnega sekretarja NATO Stoltenberga, ki je vedno dejal, drži, Grčija, Turčija, zelo velika zaostritev, si prizadevamo, da med njima pride do pogovorov, ne, in znotraj zavezništva je prihajalo do močnih pritiskov na obe državi, ne, da naj prekineta s temi sovražnostmi v bistvu že, ne, in sedeta za pogajalsko mizo. In se potem vse skupaj umirilo. Sem skoraj da 100% prepričan, da če ne bi bili članici NATO, obe državi, ne,
bi že zdavnaj prišlo do spopada, do vojaškega spopada, vsaj manjšega med obema v teh že zdaj minulih letih, sploh pa v preteklih desetletjih. Ko je recimo prišlo do krize na Cipru, ko je turška vojska zasedla del Cipra. Tako da, če zdaj to prenesem na ta odnos Slovenija-Hrvaška, pa seveda nikoli ni bil tako sovražen, kot je na taki točki. Med Slovenija in Hrvaška nikoli v teh letih nista bili na tako nizki točki odnosov, kot sta bili Grčija in Turčija. Ampak tudi, če bi se recimo v nekem določenem trenutku situacija začela eskalirati, bi nedvomno znotraj NATO prišlo do, pa tudi gotovo Evropske unije, ker smo zdaj oboji člani tudi Evropske unije, do izredno močnih političnih pritiskov, ki bi preprečili nek izbruh resnih spopadov. Tako da to gotovo je garant stabilnosti, miru in varnosti. Morda bi pa zdaj, ko je ta zgodba z Ukrajino in zavezništvom v NATO, in zdaj Ukrajina je tako dala prva, potem sta sledili še Gruzija pa Moldavija, uradni prošnji za članstvo v Evropski uniji. Je zanimivo, na to smo vsi pozabljali, pa sem v bistvu odkril tudi v teh svojih starih zapiskih, da sem to že enkrat izpostavljal. Na eni strani imamo zvezo NATO, 5. člen o medsebojni obrambi članic. Pri zvezi NATO je tako rekoč to nuja, da če je ena članica napadena, jo druge branijo. Vsi pa zdaj pozabljamo, ko govorimo o Evropski uniji, da ima v bistvu tudi Lizbonska pogodba nek podoben člen. In sicer 42. člen, pa mislim, da 7. odstavek, ki govori o tem, da če pride do napada na eno od članic Evropske unije, naj bi ji druge pri tem seveda pomagale. Seveda to ni 5. člen, ki tako rekoč govori o nujni obrambi ali zavezi svoje članice, tukaj je bolj ta pogojnik, naj bi ji pomagale. Ampak se pravi, tudi v Lizbonski pogodbi, se pravi, pogodbi, na kateri temelji Evropska unija, obstaja člen, ki na nek način daje članicam podporo strani ostalih članic v primeru nekega napada. In zdaj seveda, če to vzamemo na Ukrajino, jasno, Ukrajina še dolgo časa ne bo postala članica Evropske unije, če kdajkoli, da bi dobila status kandidatke, to morda ja, čisto zdaj iz teh geopolitičnih razlogov, tudi zaradi neke moralne podpore, vendar se je treba zavedati, dlje ko bo vojna trajala, manjša bo ta čustvena energija ostalih Evropejcev, žal. In potem bodo seveda, zdaj so voditelji še zelo pod vtisom in govorijo o tej moralni podpori Ukrajincem, da branijo našo demokracijo, ne nazadnje tudi našo, na Zahodu, ne samo svojo svobodo in varnost, tudi evropsko demokracijo. Ampak če se bo vojna vlekla in dlje ko se bo vlekla, manjša bo ta, se mi zdi, čustvena, psihološka pripravljenost na Zahodu, da se ukvarja z Ukrajino. In tudi ta pripravljenost na to podelitev statusa neke kandidatke bo po moje počasi začela lahko usihati. In seveda posledično bo potem tudi razočaranje na drugi strani veliko. Ja, pa verjetno še dokler se bodo, če bo stvar trajala nekaj tednov dlje, ko se bodo temperature dvigovale, bo seveda interes po občutku moralne podpore padal zaradi tega, ker bo ogrevanje manj problematično. Ja, žal je treba upoštevati vse te faktorje, ki vplivajo na psiho ljudi, tudi na Zahodu. Zdaj, ko gledamo begunce, seveda široko odprtih rok
po vsej Evropski uniji, ne. Vendar pa upam, da ne bo šlo v to smer, ne, zaradi trpljenja teh ljudi v Ukrajini, Ukrajincev, vendar če se bo uresničile neke napovedi, da bi bilo recimo lahko tudi 10 milijonov beguncev iz Ukrajine v Evropi, ne, se bo verjetno pojavil tudi problem v sami Evropi, ne. Čisto logističen, ne, kam s temi ljudmi. 10 milijonov, ne, težko namestiš po celotni Evropi že, ne, Evropi, ki ima, ne vem, 420 milijonov ljudi. Vendar se vemo, ne, večina beguncev bo šla tja, kjer je boljše življenje, ne. In tiste države se bodo morale spet soočati s tem problemom. Kam jih namestiti zlasti zdaj, ne, ko imajo vsi ti begunci vse pravice do dela, do izobraževanja in seveda, ne, če se ti pojavi v nekem kraju, ki ima 10 tisoč prebivalcev, 3 tisoč beguncev z 500 otroci, ti ne moreš zgraditi šole za 500 otrok ali pa vrtca čez noč, ne. To so vse resni logistični tudi problemi, ne. In s tovrstnimi problemi se pa lahko zgodi, da bo določen del prebivalstva v zahodni Evropi, ne, se pravi v Evropski uniji, počasi začel izgubljati to energijo močne podpore beguncem, ne. Ampak, no, zaenkrat lahko rečemo, k sreči je ta humanitarni vidik med državljani Evropske unije absolutno prevladal in dejansko je ta močna podpora tem nesrečnikom, ki morajo zapustiti svojo domovino. Hvala lepa za čas, ki ste si ga vzeli za tale najin pogovor. Vse gledalce, seveda spremljevalce našega kanala, pa seveda vabimo k ogledu tudi prejšnjih pogovorov in seveda vseh bodočih pogovorov v povezavi z ali to temo, torej slovenska zunanja politika in mednarodno priznanje, ali pa drugih tem, s katerimi se ukvarjamo. Lep pozdrav. Hvala lepa in lep pozdrav tudi vam, pa upam, da bo prihodnjič končala kaj bolj optimistično kot danes.